tem vašim razlikom, tako kar se pa dogaja v zadnjem polju, vsako kritiko. Ljudem ni vseeno, ljudem bo počasno, mislim, da tudi prekipelo, če se bo to nastanje še zaostrovalo in poslabševalo iz dneva v dan. Jaz pravim, vztrajajmo na vsakem koraku, uprimo se, ker če bo tole še trajalo mesec, dva, leto že je točno to, upor, vsi upor! Brez milosti, brez milosti! Jaz pravim, vsak zase se lahko odmežira, vsak ima moč, mogoče misli, da je nima, ampak množice ne bo noben ustavil. Mogoče imajo še neke iluzije, da nas je moč ustaviti, ampak verjemite mi, da jim ne bo uspelo. Jaz sem prepričan, da ne. Vztrajati treba, vztrajati. Jaz, pa tudi drugi, jaz se ne bom več pustil tole poniževati, mogoče bom to svoje aktivnosti še pospešil pa zaostril. Naredil bom vse, da se ta ekipa, ki je trenutno pač na oblasti, da se jo vrže in zavrže in pozabi za vse večni čas. Računam jaz tudi na vašo podporo in se pravi, stvari se bodo počasi začele, mnogo pa se sporočam, da dokler še lahko. Ivan! Ja, lepo je slišati svoje metelje, ko še vidno množica skrbela. Jaz upam, da se pojavi še kakšen zvižgač tudi s kakšnimi konkretnimi informacijami, pa upam, da se bomo drugič dali še kakšna druga imena. Čas prihaja tudi za ostale pobude, tudi vsi, vedno vsak na sebe misel, vem, da marsikdo, ki pa se boji čisto iz tistega specialnega vidika, nekdo je povezan in se boji ali bo služba, ali socialna pomoč, ali da bomo napredovati, ampak ne pozabiti. Vsak moment vse tukaj poškoduje. Če pa spregovorimo, pa to poškoduje eno bando, eno motor, pa ene par deset ali pa 100 ljudi. In ne treba res delati. Tile vzorci, ki se kar ponavljajo, jaz se čisto strinjam, da pravijo, mafija je ugrabila državo, to je čisto res, ne država, mafija ali kakorkoli. Vsak ima tudi zdaj noter poročevalcev ali pa kaj, dajte se zrezati, ker tole ni ničemu več podobno. Jaz pomislim, da ne, moralno sklepana vlada
v glavnem obup, meni se dobesedno mi gre na bruhanje, pa ne rečem, to sem zato, ker se sliši, da mi gre na bruhanje, ker se to lepo sliši, ampak meni dejansko vsakodnevno, ko preberam te novice, meni je slabo, dejansko mi je slabo. Tako da zdaj ne vem sicer, kaj se noter v teh dvoranah oziroma pohodnikih dogaja. Kakšnega večjega presenečenja ne bo, ampak vsi, ki bodo podprli gospoda Aleša Kolombanskega, jaz mislim, da to si bomo mi sigurno zapomnili in teh ljudi, ki ga ščitijo oziroma ki ga podpirajo, ne smemo več pustiti k državnim jaslim in to je čisto enostavno. Poberejo, spokajo, pa da jih ne vidimo, da jih delajo plačijo ali ne plezajo po Triglavski steni, pa so telice, briga me. Za konec, samo še ena beseda, ki jo je treba mogoče ne samo v petkih izrekati, ampak mogoče tudi kar na ulici, kako ga srečamo iz tele ekipe in to je čisto enostavno. Se pristopi do človeka in se reče upor! Tako, kot sem že rekel, še enkrat sporočam, prihajamo, uživajte, dokler še lahko dolgo ne boste. Hvala lepa! Svaka čast. Protestice in protestniki, tudi v tem parlamentu je nekaj ljudi, ki se vseeno poskuša boriti proti temu, kar se zdaj dogaja v državi. In smo dobili sporočilo iznotraj, dajte ustrajajte tukaj v zunaj, podprite nas. Žvižgači rabimo vsakega od vas, ki ste tukaj, vsak od nas lahko doprinese, ne samo s tem, da prihajajo v petki, ampak s tem, da vsak dan se borimo za to, da bo ta prihodnost mogoče enkrat malo bolj svetla. Gremo okrog parlamenta, sam midva. Da vidim, če se gre.
one dve su šle. Ja. Gremo. Ja, gremo tam. Gremo tam. Lopovi! 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 Evo, protesti, ustrajamo, da vidimo kaj bo.